Prav lepo pozdravljeni spet v naši družbi, z vami sem Gala Jarc in tale prispevek začenjam na nasprotnem bregu Špice, torej na levem bregu Ljubljanice. In usedla sem se ob čudovito vodo, ki pa da spet malce v rimah, ki je res fina in je taka čudovita dobrina, predvsem pa zelo uporabna tekočina. Namreč voda predstavlja tam nekje od 60 do 70% človeške telesne mase in ima veliko vlogo tudi pri uravnavanju telesne temperature. Poleg tega pa preko krvi oskrbuje celice s hranili in kisikom ter odpravlja odpadne snovi. Nahaja se v prebavnih, sklepnih in drugih telesnih tekočinah, varuje organe in pa tudi vezna tkiva. Telo ves čas vodo izgublja, torej preko znojenja, preko ledvic z urinom, preko pljuč z izdihanim zrakom in preko črevesja z iztrebki. Pri normalni telesni aktivnosti lahko izgubimo tam nekje do 1 litra vode dnevno, pri visoki, intenzivni telesni vadbi in pa visoki temperaturi pa lahko izgubimo kar 1 liter na uro. Tako da v bistvu je zelo pomembno, da ves čas skrbimo za ustrezno nadomeščanje tako rečeno izgubljene vode, še sploh v teh dneh, ko vročina res pritiska. In v Ljubljani je za to res dobro poskrbljeno, namreč s pitniki. In vabim vas, da se mi danes pridružite na sprehodu po Ljubljani, kjer bomo raziskali, od kod pride voda in kako jo lahko v mestu dobimo in si jo natočimo v svojo stekleničko. Pa kar pridite z mano. Gremo. Kot rečeno, telo torej ves čas izgublja tekočino, ki jo je potrebno nadomeščati, in za osnovno preživetje naj bi zadostovalo tam nekje od 2 do 3 litre tekočine nadomeščene. Nekaj je dobimo s hrano, nekaj se tvori pri presnovi le-te. Seveda pa je najboljši vir za nadomeščanje tekočine ravno voda. Za odraslega zadostuje tam nekje za osnovno preživetje od 2 do 3 litre, za otroke do 10 kilogramov pa je ta tekočina približno 1 liter. Za nadomeščanje tekočine uživamo predvsem vodo in ko je zunaj toplo, predstavlja pitje hladne, ne ravno mrzle vode najprimernejšo tekočino za nadomeščanje. V Ljubljani nam pitje hladne, sveže vode omogočajo pitniki in ravno zdaj se pri enem nahajam. Namreč prečkala sem Ljubljanico in znašla sem se na privozu, kjer se nahaja najbližji pitnik. Tukajle ga vidimo. In ti pitniki so nameščeni na različnih lokacijah, na različnih koncih Ljubljane in vsi so priključeni na osrednji vodovodni sistem Ljubljane, ki se napaja z vodo iz vodarne Kleče, ki je največja in najpomembnejša vodarna v Ljubljani. Poleg Kleč se podzemna voda za oskrbo Ljubljane črpa še iz vodarne Hrastje, Jarški Prod, Šentvid in pa Brest. Vodni vir osrednjega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Naravna pitna voda v Ljubljani je nenadomestljiva in neprecenljiva dobrina. In pa naj poudarim še to, da je Ljubljana ena izmed redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki in ta voda priteče kar iz pipe. Iz vodarn in zajetij potekajo vodovodi večjih premerov in ti z objekti na sistemu, kot so rezervoarji, vodohrani in prečrpalnice, tvorijo primarno vodovodno omrežje. Iz primarnih vodovodov pa se v smeri uporabnikov stekajo vodovodi manjših premerov. In ti so povezani z gosto mrežo, tako da vse hiše v Ljubljani so prepredene, do njih prihaja vodovod sekundarnega vodovodnega omrežja. Premeri so tam nekje od 50 do 80 milimetrov in takšne cevi pridejo tudi do pitnikov. Jaz pa zdaj bom kar potešila svojo žejo, tako da naj poiščem svojo stekleničko za vodo in kar preverimo, kakšna je ta voda na ljubljanskih pitnikih. Takole. Pitna voda zate. Voda je pitna,
Gumba za dotok vode se dotikajte le s čistimi rokami, moje roke so čiste, ali prek čistega papirnatega robčka ali druge zaščite. Pritisnite gumb in pustite, da voda nekaj časa teče, dokler se temperatura vode ne ustali. Z rokami ali usti se seveda ne dotikajte iztočnega mesta, vodo natočite v steklenico, če je le mogoče. In to bom zdaj storila. Še malo vode bom. Takole, zraven pa je dodano tudi opozorilo, če opazite nepravilnosti, pokličite na 01 58 08 112, tako da veste. Na zdravje. Fina je voda. Sveža pitna voda pa priteče tudi iz tehle ust, in sicer iz boka cerkve svetega Florjana. Voda tukaj teče ves čas. Naj pa povem, da pitniki v Ljubljani obratujejo v pomladnih in poletnih mesecih v obdobju od aprila do oktobra, ko seveda ni nevarnosti zmrzali. Spomladi pred pričetkom obratovanja Voka Snaga preveri, če so pitniki tehnično brezhibni in pa seveda tudi, če pitna voda na izlivu ustreza določbam zakonodaje. V času delovanja so vključeni v redni notranji nadzor, ki ga lahko spremljamo tudi na njihovi spletni strani. In sicer pod vodstvom upravljavca vodovoda, in seveda takoj, ko bi pitniki ne ustrezali zahtevam, bi bili iz obratovanja seveda izključeni. Ker stojijo na lokacijah, kjer je v neposredni bližini javno vodovodno omrežje, je zadrževalni čas od le tega pa do pipe pitnika zelo kratek, zato se voda v njih običajno ne pregreva. Če pa slučajno pride do tega, da priteče topla voda, pa tako kot smo prej omenili, prebrala navodila iz pitnika, počakamo, da se temperatura vode ustali in si jo potem natočimo. In sicer ogrevanje je zelo pomembno, saj se pri času visokih poletnih temperatur pojavlja ta problem, ki se mu je pač treba izogniti. In če ne gre drugače, kot sem rekla, s spiranjem pitnika toliko časa, da vanj priteče sveža voda. No, pa še to, v primerjavi s pipami v gospodinjstvih, kamor doteka voda iz istega vira kot v pitnike, pa imajo javni pitniki nekaj posebnosti. Namreč pitno vodo lahko koristi veliko oseb dnevno, izpostavljeni pa so tudi živalim in pa tudi vremenskim vplivom, onesnaženemu zraku in pa vandalizmu. Zaradi teh pojavov morajo biti uporabniki pred uporabo pozorni na morebitne posebnosti in pa, kot smo že prej omenili, jih sporočiti na telefonsko številko Voka Snage. Kljub rednemu vzdrževanju se namreč lahko zgodi, da bo pitnik na primer poškodovan ali pa umazan že kmalu po ogledu vzdrževalca. V teh primerih lahko torej občani pokličete na brezplačno modro številko javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga 080 8652. Pred vsako uporabo vode iz pitnika pa priporočajo, da tudi, kot sem že prej omenila, nekaj vode iz pitnika iztočite. In že se nahajamo pri naslednjem pitniku, zraven njega pa je vodnjak, Herkulesov vodnjak, ki je bil, naj kot zanimivost omenim, postavljen na dan osamosvojitve Slovenije leta 1991. Tukaj pa še drug, oziroma naš današnji tretji pitnik, malce drugačnega izgleda, klasična pipa. In preverimo, če iz njega tudi teče voda. Tudi iz tukaj teče voda. Tako da tudi pri vodnjaku Herkulesovem se lahko odžejate. Pa kar če nadaljujemo pot po Starem trgu,
Kmalu pridemo do naslednjega pitnika. Seznam pitnikov oziroma njihovih lokacij pa je objavljen tudi na spletni strani vokasnaga.si. Prav gotovo pa ste na marsikaterega že naleteli ob sprehodu po mestu. Nahajajo se namreč vse od Pogačarjevega do Gornjega trga, oziroma jaz zdaj hodim od Gornjega proti Pogačarjevem, kjer si kar sledijo eden za drugim. Najdemo pa jih tudi na igriščih v Tivoliju, ob Koseškem bajerju, na Cankarjevem vrhu, pa tudi na Golovcu in ob priljubljenih tekaških trasah ob poti spominov in tovarištva. Na spletni strani primavoda.si pa lahko najdete tudi aplikacijo, ki vam omogoča, da si poiščete najbližji pitnik in se tam odžejate. Takole, toliko za enkrat. Sedaj se bom sprehodila še do naslednjega pitnika, vi pa ostanite z nami in se gledamo spet po oglasih. Prav lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Jaz in moja steklenička se še vedno sprehajava po Ljubljani in raziskujeva pitnike, ki jih ponuja ljubljanska Vokasnaga. Naložila pa sem si tudi spletno aplikacijo, kjer so prikazani prav vsi pitniki, ki se nahajajo v Ljubljani. Takole po zadnjih aktualnih podatkih na spletni strani vodovoda kanalizacije je pitnikov v Ljubljani 44 in kot vidite so razpredeni po celi Ljubljani. Aplikacija nam tudi omogoča, da si seveda lociramo najbližji pitnik, tako da jaz bom kar kliknila gumb Go to Nearest Fountain, torej pojdite do najbližjega pitnika in najbližji mi je, pa preverimo, na Ključavničarski ulici. Od mene je oddaljen zgolj 2 metra, pa kar poglejmo. Torej, na Ključavničarski ulici se nahajamo. In ta pitnik je pravzaprav nekaj prav posebnega, namreč Ljubljana ga je pridobila leta 2014. Je pa delo, jaz bom takole stekleničko odložila, torej s letom 2014 je tale umetniški pitnik našel svoj dom na Ključavničarski ulici. Delo je nastalo izpod rok kiparja Jakova Brdjana in predstavlja eno izmed niza skulptur, s katerimi je priznani akademski slikar okrasil slovenska mesta. Verjetno sta vam sicer bolje poznana njegov spomenik Rudolfu Maistru nasproti železniške postaje ali pa kip Ikarusa na Ukmarjevem trgu v Kopru. So pa tudi tile odlitki obrazov, njegovo delo in Ključavničarsko ulico v Ljubljani delajo nekaj prav posebnega. Sedaj pa predlagam, da kar preverimo še tale naš pitnik iz brona in pa kakšna je voda v tem pitniku. Takole. Moja zvesta steklenička že čaka. Kako pa to deluje? Prstan, ne. Aha, morda bo tole, v katero smer se zasuka. Torej, proti meni in voda teče. Tukaj pa je prijetno ohlajena že takoj s početka, ker se pitnik nahaja v senci. Ja, hvala za tale pitnik, voda je izvrstna. Torej pa kar, če nadaljujemo našo pot, lahko se odpravimo še do Pogačarjevega trga, kjer nas čaka kar nekaj pitnikov. Na začetku je bil v Ljubljani edini na Pogačarjevem trgu, danes pa so se kar že konkretno razširili, kot smo videli na aplikaciji. Torej zapuščamo Ključavničarsko ulico in se odpravljamo proti Pogačarjevem trgu. Znašli smo se torej na Pogačarjevem trgu,
in že si lahko ogledamo, kje se tukaj lahko odžejamo. Čaka nas takale pipa in pa seveda poziv z odprte kuhinje, če smo si umili roke. Roke si lahko umijemo, vsekakor pa tudi malce prija, če si osvežimo tudi obraz. Na drugi strani najdemo še 2 pipi. Takole. In pa seveda zaščitni znak pitnika Ljubljanske tržnice, tale čudovita skleda, iz katere priteče sveža voda iz ljubljanskega vodovoda. Da vidim, če sploh znam uporabljati tale pitnik. Zanimiva izkušnja, definitivno. Pa vas kar povabim, da ostanete še z mano, kajti naslednji pitnik, ki ga bomo obiskali, je še na Kongresnem trgu. Pa poglejmo. No, na poti od Pogačarjevega do Kongresnega trga pa ne velja zamuditi območja z lastnim vremenom, tako da jaz se skočim še malce osvežiti. Dežuje. No, pa da ne zmočimo opreme, kar nadaljujemo proti Kongresnemu. V parku Zvezda oziroma na Kongresnem trgu najdemo vodnjak, ki so ga postavili leta 1940 po načrtih Borisa Kobeta. Na območju današnjega parka Zvezda v začetku 17. stoletja zgrajen kapucinski samostan z vrtovi, gospodarskimi objekti in pripadajočo cerkvijo svetega Janeza Evangelista. V času Napoleonovih osvajanj, torej od 1809 pa do 1813, so stavbi samostana in cerkve Francozi spremenili v vojaško skladišče in konjušnico. Leta 1817 pa je bil samostan dokončno porušen. Po raziskavah, čiščenju in še nekaterih drugih elementih so ugotovili, da gre v temle primeru po vsej verjetnosti za samostanski vodnjak, ki nam tudi danes služi kot pitnik. In smo odkrili še eno priložnost, da se odžejamo v Ljubljani. S tem pitnikom pa tudi jaz zaključujem svojo ekskurzijo in raziskovanje pitnikov v Ljubljani, kajti namreč dodobra sem se že odžejala in mislim, da bo za naslednji prispevek potrebno raziskati, kje v centru Ljubljane pa se da nekaj vode izgubiti. Toliko za danes z moje strani. Spoznali smo kar nekaj pitnikov v Ljubljani, obiskali smo Gornji trg, cerkev svetega Florjana na Prulah, pri privozu smo si ogledali pitnik v neposredni bližini Špice. Nadaljevali smo pot po Starem trgu do Ključavničarske ulice, kjer si lahko ogledate prav znamenit pitnik iz brona. Obiskali smo tudi Pogačarjev trg, kjer se seveda lahko odžejate, ko se odpravite na tržnico. Seveda pa lahko z uporabo aplikacije, ki jo najdete na primavoda.si, raziščete, kje so vam najbližji pitniki, ne glede na to, kje se nahajate v Ljubljani. Tako da vabljeni, da si ogledate, od kod vse lahko
dobite ljubljansko čisto svežo pitno vodo, ki jo pridobivamo iz ljubljanskega prodnega vodonosnika. Vabljeni pa ste tudi, da ostanete z nami in si ogledate še ostale zanimive vsebine. Hvala, da ste bili z mano, ostanite z nami in se gledamo.